Mislim, da največji problem tudi družbe kot take, ne, je to, da si vse stvari preveč jemljamo za samoumevne. Niso tako samoumevne, kot sami mislimo. Ne se zgodi recimo določena težki časi, določene tragedije, pa kar naenkrat ugotovimo, da v bistvu stvari res niso tam samo zato, ker pač so in si jih sploh nismo opazili. Generalni pokrovitelj intervjuja je AC Sport d.o.o. Moj gost je Luka Škarjan, svetovalec podjetjem za upravljanje z učinkovitostjo. Luka ima zelo zanimivo življenjsko zgodbo. V bistvu danes ni v prvi vrsti moj gost, zato ker je svetovalec podjetjem. Luka je začel svojo poslovno pot kot zdravilec, bioenergetik, polnil dvorane po Balkanu, kjer so ljudje čakali na njegovo pomoč, na njegovo predavanje, na neko motivacijsko besedo. To delal kar nekaj let in potem ga je življenje peljalo v biznis. Kam te je peljalo v biznis, v kakšen biznis? Pa povemo, kje se je potem prelomilo. V bistvu je tako, že tokom tega, ko sem izvajal terapije, sem prišel do spoznanja, da ni samo recimo polaganje rok tisto, kar dejansko ljudem pomaga. Gledal sem na to, kateri so tisti dejavniki, ki spodbujajo ljudi, da v bistvu pride do neke spremembe, da pride do, dajmo reči, ozdravitve. In sem gotovo, da to prihaja samo pri ljudeh, ki so dejansko spremenili nek svoj način življenja, čustvovanja, delovanja. Tam je prišlo do spremembe. Načeloma, v drugih primerih večinoma so se ljudje vračali, ali pa se stanja enostavno niso spremenila. In mene je vedno zanimalo, kaj pa lahko jaz naredim, ne samo to, da v bistvu delaš kot bioenergetik, pa kaj lahko narediš več, recimo na drugem nivoju. To je širše, pravzaprav bolj celostno, ne samo, da pomagaš za to, da se bo takrat bolje počutil, ampak da dejansko njegovo življenje ne bo več tako, kot ga je pripeljalo do tega slabega počutja. Tako, točno to. Tako sem prišel tudi do neurolingvističnega programiranja, ker sem gotovo, da v bistvu lahko z temi prijemi ali pa s temi orodji coachinga dejansko pri ljudeh jim pomagaš, da sami lahko pridejo do spremembe. Da pridejo do spremembe, recimo ravno to, kar sem prej omenil, do spremembe čustvovanja, do spremembe potem delovanja, vedenja, konec koncev, tudi samozavedanja. Ker vsi nosimo sabo določene ovire ali pa bremena. Zdaj, večinoma so to neke čustvene narave, kako pomaga, da recimo lahko ljudje to premagajo, da grejo čez to. Ker potem, recimo, to so moje izkušnje, pa izkušnje tudi mojih klientov od prej, da tam, kjer so prišli čez določeno oviro, so dejansko, takrat je pomagalo karkoli, je pomagala bioterapija, je pomagalo zdravljenje pri konvencionalni medicini, je pomagalo karkoli drugega. Skratka, ampak dejansko je moglo priti do nekega samospoznanja, zavedanja. Pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal. Točno to. Ampak, mislim, ti si izgorel, Luka, ti si ljudem, se bo prišla do tega zakaj, ampak ker me zelo zanima, ker sem ti tudi hvaležna, da boš v moškem imenu spregovoril o tem, da tudi moški lahko izgori. Se mi zdi, da je bolj to usmerjeno nekam na ženske, ki se preveč razdajajo ali razdajamo in ki pač pozabljamo nas in tako naprej. Ampak se pravi, vse si ve, da v bistvu je res dober zdravilec, dober pomeni učinkovit, pomeni, da si ljudem pomagal, da je bilo ljudem preko tebe pomagano. Kje se je potem, zakaj si šel iz zdravilstva? Zakaj nisi ostal tam, kjer si bil uspešen? Kam te je potem speljalo? To je tista prelomna točka, ki si prej omenila. Kje se je to prelomilo? Prelomilo se je dejansko takrat, ko sem jaz recimo pri zdravilstvu začutil, da moram s tem prenehati. Kakšen je bil to občutek? Kot utrujen sem, ne da se mi več, vleče me... Ja, v bistvu ne samo to, ampak enostavno jaz sem bil tako izmozgan lahko rečem izmozgan od izvajanja teh terapij, pa res, da je bilo to
To je bilo tudi po 60-70 terapij dnevno. A ne. To je bilo res pač tudi fizično naporno, ne. Ampak ne glede na to, a ne, jaz sem prav začutil, da to ni prav, da gre v tem tempu naprej. Ne. In ko sem ugotovil, da lahko ljudem pomagam, oziroma pomagam, da si sami pomagajo, a ne, na drugačen način, to je bilo tudi v bistvu en ta preskok, a ne, ko sem rekel, ok, v redu, zdaj pa mogoče je čas, da te stvari nadgradim na majčkeno drugačen način. Zdravljenje brez dotika, bi se lahko temu rekla, ne. Ali pa pomoč, opolnomočenje, da pomagaš ljudem, da se opolnomočijo. Ne. Z besedo. Z besedo, ne? Ker niti ni zdravilec tisti, ki dela razliko, niti ni coach tisti, ki dela razliko, ne? Ljudje delajo sami razliko, če želijo. Ne? In v bistvu takrat se je skozi coaching, potem kasneje, ko sem začel izvajati samo coaching, je prišlo do tega, da enostavno me je tudi potegnilo spet nazaj v te poslovne vode, kjer sem tudi začel 2003 kot samostojni podjetnik, takrat v bistvu, ko sem prevzel del družinskega podjetja. In ga potem kasneje nadgradil in potem tudi prodal. Je pa tako, da enostavno sam coaching, a ne, je bil, kako ne rečem, mene je to dalo neko zadovoljstvo, mene je to dejansko filalo, a ne, mene je zapolnilo, a ne, in to mi je bilo super, tako kot prej zdravilstvo. Potegnili me v posel, kot sem prej omenil, in sicer zaradi tega, ker smo začeli delati s podjetji, če dalje več smo delali s podjetji, coachingi, recimo takrat se je ta biznis pri nas ali pa ta veja pri nas šele razvijala, poslovnega coachinga, executive coachinga, v tujini je to jasno poznano, pač sploh, v Ameriki je to popolnoma normalno. Ampak ti si delal z ljudmi na vodilnih položajih ali si delal na vodilnih položajih? Na vodilnih položajih. Spravi, njih si v bistvu treniral za to, da so na vodilnih položajih postali še močnejši, še boljši, da so znali delati s svojimi ljudmi, svojimi strankami. Tako, ne, predvsem to, ne, da v bistvu sem jim pomagal, da sami ugotovijo, kje so razlogi za določene konflikte. Ne si bo to konflikt v bistvu nadrejenim, podrejenim, z management boardom, nadzornim svetom, kje dejansko prihaja do zatikanj, kako lahko oni postanejo, kot si omenila sama, kako lahko pač nadgradijo svoje sposobnosti, a ne, in postanejo boljši. Ampak ni zanimivo, ne? To so vsi že bili uveljavljena imena, v bistvu vsi uspešni v svojem poslu. Ti si delal v bistvu z velikimi podjetji, ne samo v Sloveniji, tudi v tujini. Se pravi, to so ljudje, ki so že sami dosegli uspeh in en višek. Ja. Kaj si jim sploh še lahko dal? Mislim, kaj si jim lahko odprl? Kje je bil tisti problem, ki si ga, a obstaja rdeča nit teh vseh? Kaj je bil njihov problem? Ja. Obstaja rdeča nit, je zelo jasna in to je komunikacija. Aha. Komunikacija, ki jo vodijo on, tako kot jo vodijo z drugimi, je konec koncev vodijo tudi do sebe. A ne? Kako komuniciramo s sabo, je rezultat tega tudi, kako komuniciramo z drugimi. Pač te stvari so med sabo povezane. Ne? V svojem delu sem ugotovil, da v bistvu je ravno komunikacija, dajmo reči, je 80% razlog za določene težave v organizacijah samih, a ne? Ali pa če mogoče pogledamo malo širše, v družinah recimo, a ne? Tudi isto, a ne? In da je to vzrok teh dejansko problemov, ne, s katerimi se soočamo tudi v tem času. Tako da jaz te ljudi izjemno spoštujem, s katerimi sem delal, z vsakim izmed njih, res spoštujem, res pač imajo določene znanja in veščine, ne, ki jih recimo kdo drug ne premore. A še vedno ne, pa ne znamo vsi vse. A ne, in je zmotno prepričanje, da zdaj pa zaradi tega, ker je nekdo lahko uspešen, ne samo podjetnik ali pa recimo uspešen menedžer na določeni funkciji, da enostavno ve vse. Ne ve. Ne, tako kot jaz ne vem, tako kot tudi ti ne veš, ne vem, mogoče. Ampak konec koncev, dajmo se zavedati, da vsi potrebujemo pomoč ali pa nek push, ne, na določenem področju. Me pa zanima še vedno naprej ta tvoj prelom. Se pravi, ti si šel na novo delovno mesto, bil tudi tam uspešen, tudi tam celo zadovoljen. Dobro ti je bilo in kaj je bilo potem? Tam še ni bilo te izgorelosti, ne? Oziroma najbrž se nekje iz ozadja nekaj nalagalo, ne, da bi sploh vedeli, kako je potem. Ja, v bistvu do izgorelosti ni prišlo kar iz danes na jutri. Očitno je bil to nek proces.
skozi katerega sem šel že prej, skozi katerega se je že prej skozi ves ta coaching, vse to v bistvu pognati te stvari, recimo tukaj v Sloveniji, je zelo naporno, ker moraš preseči marsikatero omejujoče prepričanje. A v tujini ne? V tujini predvsem manj. Predvsem manj. Žal. Se tudi pri nas to izboljšuje, ampak še vedno pač to ima svoje prednosti in slabosti, ampak ne glede na to. Do izgorelosti je prišlo predvsem zaradi tega, ker prvo, kar je, sem se zapičil v nek cilj, ki sem ga hotel doseči in enostavno sem vse ostalo odmislil. To je bil pač strikten fokus, pozabil sem nase, pozabil na svoje potrebe, tako emocionalne kot tudi fizične. Dajmo reči, v bistvu jaz, ko padem noter, res pozabim piti in jesti, dejansko. In ko padem v delo, ko me nekaj toliko zanima, pač enostavno jaz odklopim. In je potem poleg tega, da v bistvu sem še sam sebi dajal določene standarde, mogoče, dajmo reči, ne bom rekel previsoke, ampak v kratkem času enostavno sem si zadal preveč stvari. In to je neka zadeva, čisto odkrito povem, ker se mi je dogajalo, zdaj sem skozi to izgorelost tudi te stvari mogel predelati, da zdaj lahko stvari delam drugače. Prej pa enostavno sem si nalagal preveč bremen v kratkem času. In v bistvu vse, kar je, tudi tole, odgovornost, samo odgovornost za samega sebe. Kljub temu, da sem se s temi stvarmi ukvarjal, kljub temu, da sem delal z ljudmi, ki so tudi izgoreli že prej in tako naprej, tega enostavno nisem opazil. Kaj takega? A bi ti rekel, zdaj mi je prišla ta misel, a bi ti rekel, da je možno, da si enostavno potreboval to izkušnjo? Da ti je bila enostavno namenjena, neizbežna ta izkušnja? Ja, ne, definitivno. Mislim, da nisi delal nekaj narobe, ampak da enostavno si rabil to izkušnjo. Ne glede na to, koliko je bilo to dejansko težko, vem, da je prav, da se je to zgodilo. Vem, da je prav, da sem šel čez ta proces in hvaležen sem tudi, da sem znanja imel že odprej, da sem vedel, skozi katere faze bom približno lahko šel, še vedno je bilo pa to težko. A veš, zakaj sem to pomislila? Zato, ker vem, poznam nekaj ljudi, oziroma poznam primere izgorelosti, vsi so zelo zahtevni, vsi so dolgotrajni in kolikor sem se jaz pogovarjala z ljudmi, ki so to doživeli, vsak reče, da nikoli več ni prišel, tudi po nekaj letih, nikoli več ni prišel v svojo polno moč. Da enostavno dela z 40, 50, 60% svoje moči. Pri tebi ne vidim tega, se mi zdi, da si prišel nazaj v polno moč in zato se mi zdi, da je tvoja izkušnja bila izgorelost, ampak drugačna. Ne vem, kako si ti to doživljal? Na začetku definitivno je bilo ravno tako, 30-40% zmožnosti, spomina, dela, odzivanja. Prehiter sem se počutil dejansko stisnenega v kot, ali kako bi rekel, pač nemočnega. To je v bistvu najboljši izraz tega, tisto nemoč, ki jo začutiš takrat, ko pride do tega. Ampak to je bila nemoč, da nisi hodil v službo, to je bila nemoč, da si lahko hodil na sestanke, si delal kaj, ali takrat nisi sploh delal? Ne, takrat leto pa pol definitivno ne. Kaj pa mi je pomagalo pri tem, da sem prišel nazaj v tako stanje, pa definitivno to, da nekaj je fizična aktivnost, to je treba povedati, druga stvar, ki je pa to, da v bistvu sem bolj sem se začel spraševati o tem, kaj dejansko moje poslanstvo je. In kaj jaz lahko delam, ker to, kar sem delal prej, na način, ko sem delal prej, očitno ni moje poslanstvo. Zato je bila ta izkušnja potrebna, da me je konec koncev pripeljala do tega, kjer sem danes. In vprašanje je, kje bom čez leto, 2, 3, ampak vem, da zdaj, v tem trenutku, se zavedam, kaj dejansko v bistvu želim dati temu svetu, in v čem uživam in kaj je tista, kar mi notranja intuicija govori, kar mi res odgovarja, kar mi paše, kar si želim početi. To mi daje v bistvu to moč, da ne izgledam v bistvu, kot da sem šel čez ta proces. Ja. Moram reči, da posledice
absolutno čutim. A ne. Po izgorelosti absolutno se strinjam tudi z ljudmi, s katerimi si ti govorila, ne, da pač enostavno nisi več isti. Določene reakcije na določene dogodke v okolju reagiraš drugače. Ne? Zdaj, če se tega zavedaš, mogoče lahko skušaš nekaj v tem tudi narediti, da nekaj spremeniš, nekaj pa pač ostane del tvojega novega jaza. Mislim, ampak si ti šel na boljše, ali bi si želel, da bi se ustavil pred izgorelostjo in bil tak, kot si bil? Samo pač manj delal, si šel na boljše? Na boljše, definitivno na boljše. Ne, ker to niso izkušnje ljudi, ki so izgoreli, da grejo na boljše. To raziskujem zdaj pri tebi. Kakšnih reakcij nimaš več? Se pravi, prej zaslišiš sebe in prej si spoznal svoje omejitve? Ja. Recimo, dajmo reči, kakšna malenkost stresna, nepredvidljiva situacija, primer. Greš na letališče, si tam v bistvu, imaš cel kup unih, se pravi, kam greš po prtljago, kje se moraš čekirati, kaj moraš narediti, cel kup ljudi, v bistvu, mogoče še nekdo pride, te nekaj sprašuje, skratka, toliko dejavnikov naenkrat, ki enostavno v tistem trenutku zmrzneš, ali pa rataš potem nervozen, ne? Občuti se nemoč, recimo take stvari. Ne? Zdaj, jaz sem v parih situacijah moje vedenje opazil, in takrat je v bistvu zelo pomembno, najbolj pomembno je bilo to, da sem se v tistem trenutku pač ustavil, ker se mogoče prej nisem. In potem šel v bistvu, da sem enostavno si mogel iti kar korak za korakom, kaj moram zdaj? Zdaj najprej prvi korak je to, kaj pa pol? Pol moram to. Skratka, fokus samo na tisto, kar imam za naslednjo, samo tisti delček, naslednji delček, kar imam za narediti. Da greš delček za delčkom, ne celo sliko, ampak enostavno greš delček za delčkom. In pol, ko vidiš, da enostavno obvladuješ na ta način več situacij, lažje ti je, bolj sam sebe spet opolnomočiš, da lahko funkcioniraš bolje, bolj učinkovito, manj stresno. Sigurno ne tako kot prej, mogoče v enih primerih slabše, lahko tudi, predvsem pa, da je fokus tam, da kje pa sem lahko jaz boljši. Najbolj je meni pomembno, vse isto je ali pa pri svetovanju, ali pa pri coachingu, kje je zdaj moj fokus. Tisto lahko spreminjam, kaj je dejansko moj fokus. Ja, sej to učijo vsi učbeniki življenja, dobrega, uspešnega, v bistvu ta prisotnost, da si tukaj in zdaj prisoten, da se pravi, da se tudi to zavedanje, ki te vodi, recimo v tistem tvojem prejšnjem jazu, bom rekla, kot ga vidim, se mi zdi, kot da si mislil, da lahko narediš vse. Za druge, zase, da si ti vse mogočen, konec koncev. Mislim, ne bi rada zmanjševala človekove moči notranje, ampak nismo vse mogočni, vsaj ne na ta način, da se lahko raztresemo na vse strani in pač nas zmanjka nekje. Zdaj se mi pa zdi, kot slišim, da si pa res, da deluješ iz enega večjega svojega stebra, nekega miru, da sam nase več ne pritiskaš, da moraš to tam, da moraš. Še vedno imam to tendenco, tega nisem še v popolnosti losil, mislim, da se ga tudi ne bom v popolnosti nikoli znebil, ker majčkeno tega pritiska mora biti, je pa vseeno odvisno, kako si ga doziraš. Je pa res, to dejansko je, ta steber je dejansko zelo pomemben. Kako smo mi povezani, dajmo reči, in z nebom in zemljo, predvsem pa, da v bistvu smo tudi, kako ne rečem, prizemljeni. Se pravi, to je ta delček, delček za delčkom, ki ga človek lahko obvladuje, to je tista prizemljenost, ker vseeno moramo vedeti, da ne moramo živeti samo v oblakih, dejansko super je, tam se porajajo ideje, dajmo reči, intuicija, to, kako pa v bistvu potem te stvari pripeljamo tukaj, v fizično obliko je pa dejansko lahko naredimo samo skozi določeno mero prizemljenosti. Tako da, to je definitivno nekaj, kar je meni zdaj pomagalo, da sem te stvari realiziral. Mi je všeč, kako poveš v bistvu, mislim, da ostajaš v tej človeški obliki, da nisi zdaj, ko imaš neko tako izkušnjo, a veš, da zdaj si pa postal popoln, da zdaj pa vse obvladaš, da zdaj si pa super, da nimaš več dela na sebi.
Misliš, da pustiš ta odprto za razvoj, za nove napake in nova spoznanja absolutno. In pot naprej v bistvu. To je tisto, kar me dejansko, to raziskovanje. Mogoče sem zdaj začel v tem času bolj vzemati to ali pa jemati to, pretransformirati to v raziskovanje, kakor pa v breme. Se pravi, kaj lahko naredim, zato, da bo drugače, da bo boljše. To me je vedno gnalo. V kjerkoli primeru, v kjerkoli stvari sem bil, vedno me je to gnalo. Kaj lahko naredim drugače, boljše, mogoče enostavnejše, ampak še vedno efektivno. A kaj lahko poenostavim, ali kaj ne moramo poenostaviti. Nekatere stvari lahko preskočimo, ene ne. Ampak dejansko smo pa mi, kako ne rečem, živa stvar, živ organizem, ki se spreminja. In tako kot se mi spreminjajo, se spreminja tudi naše čustvovanje, razmišljanje, delovanje, konec koncev tudi vedenje. Ti misliš, da sploh lahko, danes imamo pač seveda ogromno ljudi, ki si želijo biti vedno močnejši, vedno vplivnejši, imeti vedno več pozornosti, na to nakazuje tudi vsa družabna omrežja, družbena omrežja, že od pač najstnikov naprej to pehanje za pozornostjo. Vsi iščemo ta košček pozornosti, ki bi nam omogočil neko lagodnejše življenje. Kako ti gledaš najprej na to, ali se ti zdi to prava pot, ali se ti zdi to prava pot za vsakega, ali se ti zdi, da smo tu skrenili? Bi prej rekel, da smo v večji meri skrenili. Dejansko pa tako, kakšna je od nekoga pot. Zdaj, če to izhaja iz njega samega, potem iz človeka samega, da želi, da pozornost je lahko, bom tako rekel, pozornost je lahko posledica. Ne mora biti pa glavna nit. Pride pozornost sama od sebe, ker človek ima nekaj za izraziti, nekaj za dati. In on v tem uživa, to ga poganja, pozornost pa prije kot posledica. In jaz res verjamem v to, da vsak lahko razvije svojo karizmo, odvisno samo na katerem področju. Vsak je lahko deležen pozornosti. Res je to odvisno, vsak mora pa pri sebi najti način ali pa smer ali pa pot ali pa v bistvu, temo, na kateri pa lahko on razvije svojo karizmo. Ja, sej, ampak to so družbena omrežja. Recimo tu vidiš, nekdo ima profil, ki se ukvarja samo z rožami, nekdo samo svoj obraz slika na 1000 načinov, s 1000 drobnimi spremembami, nekdo, recimo naša oddaja, je pač predstavlja se isto, ima posod svoje profile, predstavlja svoje delo, svoje goste. In prav tako je v tem oceanu vsega, dobiva en delček pozornosti. Zdaj, To je res. Še vedno, kaj pa je, namen, v tem primeru recimo te oddaje, ali pa namen, recimo, da se nekdo z rožami ukvarja. Kaj v bistvu je ta v angleščini termin mission, ali pa če v slovenščino prevedemo, kaj je namen tega? Poslanstvo. Dejansko je namen tega, zakaj dejansko jaz sploh to počnem. Zakaj? Kaj, če nimaš razloga? Pač počneš zato, ker v tem uživaš, ker te nekaj v to vleče, ker te nekaj tu poganja, ti daje energijo, nimaš pa namena za to, da bi zdaj razsvetlil svet, ali pa namena za to, da bi, aj to narobe, a moraš imeti namen v življenju, a ga moraš poznati? Namen vedno je. Ja, je, ampak a ga moraš poznati, a moraš vedeti zanj, a moraš vsakem točki vedeti zanj? Po mojem, da ne. Pa mogoče ne v tistem času. Slej ko prej se nekako izlušči, pride na plan, ampak definitivno tam je. Nič se ne zgodi brez veze. Ta vprašanje zakaj vedno dobi svoj zato. Zdaj samo vprašanje časa, kdaj do tega pride. In slej ko prej nekdo, mogoče iz tega se neke druge stvari razvija, tako kot se je recimo pri meni, ko se je šlo, ko sem imel res tako nekonvencionalno pot od podjetnika do zdravilca, pol coach, zdaj spet malo nazaj v posel, pol v bistvu, ampak ta coaching, to delo z ljudmi, to je pa meni recimo osnovno, zase lahko govorim, za druge težko.
Mene je to rdeča nit. Jaz sem že kot otrok vedel, da želim delati z ljudmi. Meni ni bilo delati s številkami, delati nekje v zaprtem prostoru. Ne, jaz rabim to dinamiko, jaz potrebujem ta pogovor. To me dejansko, to me polni. Ne? In ko vidim, da lahko pač pri ljudeh jim pomagam, da pridejo sami do spremembe, to je ultimativen občutek. Ja, to je pa res potem tvoja rdeča nit, pa ne glede na to, ali polagaš roke, ali predavaš, ali pišeš o tem, skratka, na kakršenkoli način nagovoriš človeka, da se vrne k sebi. To je moj namen. Ne glede na to, kaj sem počel. Vedno mi je bilo v spredje v bistvu delo z ljudmi. Ali pa še vedno tudi to, kako lahko neke stvari lahko naredimo drugače. Lažje, boljše. Kreativnost v bistvu. No? Tudi. Predvsem pa to, da se ob tem dobro počutimo. Ker ne glede na to, ali v poslu, ali v coachingu, ali v zdravilstvu, ali v predavanju, delanju delavnic, mislim, ljudje stremimo k temu, da se počutimo dobro. Ja. In v bistvu to nam je nek notranji kompas, ki nam potem tudi razkrije, če se ob temu res dobro počutim, da čutim v sebi, da je to ne samo, da mi da kratkotrajen užitek, ampak a se ob temu res dobro počutim, tudi če večkrat to ponovim in da mi ta občutek traja, to pa dejansko je očitno neka prava pot, da to malo bolj raziskujem in da grem po tej poti malenkost dlje. Veš, to je luksus, se mi zdi, da bi vsi ljudje delali to, ob čemer se dobro počutijo, da ne bi čakali na tisti petek in potem pač že celo nedeljo tarnali, ker prihaja ponedeljek. To se mi zdi luksus. A je tebi pa to v bistvu nekaj, kar bi moralo postati normala. In bi res, je to zemljevid, da človek sledi, veš, vzgojeni smo bili v tisto, ne moreš vedno delati tega, kar bi ti rad, kar bi ti rada. Ja, glej, moraš delati tudi druge stvari, ki ti niso všeč. Se treba tudi potruditi, pa potrpeti, pa spregledati kaj. A so to zdaj prava sporočila? Ali to zdaj novodobno niso več prava sporočila? Uživaj, bodi vesel, bodi zadovoljen, bodi poven, delaj tisto, kamor te vleče srce. A so to prava sporočila? V bistvu, po mojem mnenju, je to eno in drugo. Zdaj samo odvisno v katerem kontekstu. Brez truda dejansko se ne bo nič realiziralo. Ne delo na sebi, ne delo z drugimi, pač se ne realizira nič. Neko energijo, nekaj moramo noter vložiti. To je drugo, vložena energija, ali pa da se ti trudiš in se skoraj mučiš ob tem, zato da bi nekaj zadostil, da bi nekaj dosegel. Tudi sam sem to doživel, da enostavno prišla na nedelja zvečer in menim, da res slabo od misli, da pač naslednji dan moram iti recimo v pisarno. Mi je bilo in v bistvu mi je bilo to kaj trajalo nekaj časa, potem ugotoviš, da nekaj moram narediti drugače, to tako ne gre. Ja. To me požira. Ja. Zdaj v bistvu in ljudje tudi vidim, recimo, kad delam po organizacijah, podjetjih in tako naprej, ljudje to razžira, ker dejansko delajo, opravljajo delo, kateri ne skladijo mogoče z njihovimi vrednotami, poslanstvom, in v bistvu to iz dneva v dan. In mislim, da bolj zdaj, kot kadarkoli prej v zgodovini, imamo možnost, da se lahko preusmerimo, da naredimo nekaj drugače. Sporočila, ki si jih omenjala prej, sploh recimo prejšnjih generacij, izhajajo tudi iz drugega obdobja. Takrat je bilo treba stisniti zobe pa nekaj narediti, zaradi tega, da smo danes lahko tukaj. Vse to, kar so naši predniki naredili, se pravi, še živeči in neživeči, je pripeljalo do tega, da danes imamo sploh opcijo, da se lahko, imamo več opcij, bom tako rekel, da lahko delamo tisto, kar si želimo, da lahko se lažje samo realiziramo. Ker to dejansko, po mojem mnenju, je to neka rdeča nit človeštva, da se razvijamo dejansko v tej smeri. Ampak brez dela, trdega dela, naših prednikov, pa to tudi podrazno ne bi bilo mogoče. Tako da normalno, da tista sporočila iz naših prednikov, kot sem rekel, ali že prejšnjih generacij, zvenijo drugače, kot v bistvu, in ne moramo jih direktno preslikati na današnji čas. Ravno tako si ne moramo kar direktno vzeti, v redu, bodi, realiziraj, kar želiš, Ja, seveda, se je lepo, super,
samo zato je treba spet nekaj narediti, predvsem pa spoštovati tudi preteklo delo, ki je bilo v to vloženo. To, da recimo smo danes lahko v tej stavbi, je delo nekoga, ideja nekoga, ki se je realizirala v delo. To ni samo tukaj in to ni samoumevno. Mislim, da največji problem tudi družbe kot take je to, da si vse stvari preveč jemljamo za samoumevne. Ja. Niso tako samoumevne, kot sami mislimo. Ne se zgodi recimo določena težki časi, določene tragedije, pa kar naenkrat ugotovimo, da v bistvu stvari res niso tam samo zato, ker pač so in jih sploh nismo opazili. Šele takrat se večina nas zaveda, da v kakšnem luksuzu dejansko, pa kakšne možnosti dejansko imamo zdaj za samorealizacijo. Imamo, ampak brez spoštovanja pa zavedanja tega, da to ni samoumevno, pa se ne moramo te stvari prepeljati v realnost. Jaz se tudi sprašujem, koliko so neke naše skrivne moči zakrnele zato, ker nam je bilo vse v bistvu omogočeno v smislu, ali bo zdaj, mislim, to me res zanima, ali bo pač tehnologija delala za nas in je tudi to pozitivno? Vsekakor, mogoče zdaj bolj družba ekstremov postajamo. Po eni strani nekdo si želi v bistvu živeti še vedno po takem asketskem načinu, ki jih zanima, ki jih vleče narava, vračanje k naravi, stik z naravo, samo preživetje, recimo, da se znam sam dejansko preživeti, da imam enostavno kamen, pa bom iz tega naredil pač si lahko orožje, ali pa zakurt ogenj brez šibic, vžigalnikov in podobnih stvari. In po drugi strani, absolutno tehnologija gre naprej. Tukaj temu se tudi ne moramo izogniti. Zakaj bi se? Zakaj bi se? Jaz mislim tako, da vseeno bo tukaj pač odločitev tistih posameznika, ali želi v bistvu kakšno način življenja si dejansko želi. Želi visoko tehnološko, absolutno, seveda so vse možnosti na voljo, ali pa enostavno, da reče, ok, jaz grem čist izven mreže, off the grid, in grem enostavno v gost in me ne zanima popolnoma nič. Mislim, da tudi bo stvar posameznika, da se bo odločil, kje med tema ekstremoma, dajmo reči, tem dvema skrajnima možnostima, bo pa nekdo se umestil. Ampak koliko je priložnosti zdaj v tem času? Koliko priložnosti je danih v tem času, v bistvu, ki v prejšnjih časih niso bile dane? Mislim, govorimo o prejšnjih, ne govorimo 5000 let nazaj, ali pa v drugih civilizacijah, to je že vprašanje, ki so bile še razvitejše od naše, ampak govorimo o tej neki naši pretekli, polpretekli in pretekli zgodovini. Če govorimo že recimo po obdobju po obeh svetovnih vojnah, koliko je recimo takrat pa šlo do ne samo tehnološkega napredka, tudi v sami psihologiji, zdravstvu, dajmo reči, vseh teh dognanjih, ki se prej ljudje nismo niti predstavljali. In dejansko jih nismo znali niti spreminjati, ampak seveda je čisto, ne moreš stvari ti spreminjati, dokler ne poimenuješ. Se pravi, poimenoval si pa jo, ker vsaj približno razumeš. Ampak odkje pride to razumevanje? A veš, da veš, to je res dobro, ta misel, ko pride, te razsvetli, oziroma ko je ena žarnica, se prežge in dojameš in greš lahko naprej. Ampak včasih bi pa rad, da pride ta misel, ker rešuješ en problem in iščeš, kje je misel pridi, daj mi idejo, daj mi pot naprej in je ni. A to sploh mi lahko spodbudimo, ali človek lahko enostavno samo je ponižen in nekako čaka na ta trenutek, ki mu bo odprl, seveda z njegovim sodelovanjem, pot naprej. Kaj bi ti rekel po svojih dovolj bogatih izkušnjah in prelomnicah v življenju? Mislim, da tukaj prvo, kar je fokus predvsem na temo posameznik, vsak posameznik, ne samo kot družba. Mislim, da na začetku bi se mogel vsak posameznik najprej sploh vprašati, kaj dejansko pa sploh njega žene, kje je njegov motiv. Kaj ga zanima? Kje se mu prižge ogenj? Kje je ta strast? Iz tukaj dajmo izhajati, ker dajmo reči, za vsakega od nas je nek plan. Dan plan. Absolutno, jaz to verjamem.
naša intuicija, kakorkoli zatrta že je, pač vse je pa kompas, ki nam govori o tem, v bistvu, kam ne se usmerimo, zaradi tega, da bomo dejansko prišli lahko do tega, da bomo lahko in se samo realizirali. In živeli na način, kot ga želimo. Ja, pravo vprašanje, to si zdaj povedal. To je to. Vprašanje, ker če mi damo sebi na izhodišču, vprašanje, od česa bom jaz lahko preživel? Kje je zdaj denar? A je zdaj denar v gospodarstvu, a je zdaj denar v samooskrbi, a je zdaj denar digitalno, kje je zdaj denar? In te vodi to, ali te vodi vprašanje, kaj imam v sebi, kaj prižge ogenj v meni? To mi res všeč to vprašanje. Kaj prižge ogenj v meni, ko poznamo ta občutek? Tiste moči, ki jo dobiš naenkrat od znotraj in imaš občutek, vse lahko, zdaj vem, vse lahko. Pride do občutka vsemogočnosti, ker boš v tistem trenutku, v tistem svojem sklopu boš lahko naredil čuda. Jaz mislim, da nek glas oziroma da neka višja zavest ti takrat, v bistvu, da se takrat povežeš s tem. In tam je potem ta pretok večji, energije, svežih zamisli, da se enostavno odpre pot na ta način, da sodeluješ z nekim svojim planom, ki ga včasih, v kakšnih trenutkih, ko iščeš sploh sredstva za preživetje, ko iščeš sploh, kako bi se iz ene situacije izvlekel ven, ker si ujet, ker si nemočen, da takrat sploh ne vidiš tega plana in da je ta ogenj, ta plan, ki se ti odpre. Vsi smo v določenih trenutkih nemočni, pa imamo občutek, da enostavno ne vidimo luč na koncu tunela, ne vemo, kako bi se spravili ven iz določene situacije. Zdaj spet je odvisno to, kar sem rekel že prej. Kje je moj fokus? A moj fokus na to, da vidim rešitev, pa da poiščem rešitve, ki so pač mi dane in jih potem bom tudi opazil v danem trenutku. Mogoče en tak zanimiv primer, kako naši možgani delujejo. Recimo, tako te bom vprašal, a si kdaj v bistvu si zaželela nek kos oblačila ali pa neko torbico? Jaz sem. Še naprej vprašanje. Še naprej, v bistvu, a si jo potem kar naenkrat opazila, mogoče še na drugih ženskah, prej pa ne? Ja, in to se tudi z avtomobili dogaja, čeprav sem ženska, ampak ko sem šla v nakup novega avtomobila, prej takšnega nisem videla, potem bi pa na vsaki cesti. Tako. Sej ne, da jih prej ni bilo, še vedno so bili tam. Niso bili v mojem vidnem polju, niso bili v moji pozornosti. Naši možgani enostavno eliminirajo del informacij, za katere mi damo njim ukaz, da niso pomembne. In v trenutku, ko jim damo, dajmo reči, ko jih opolnomočimo, to nam je, ali pa kaj damo nam vodilo, to nam je pomembno, takrat opazimo teh stvari več. Takrat to vse pelje v smeri tja. Ampak, a lahko, samo še to res moje zadnje vprašanje, a je lahko pravo vprašanje? A je lahko pravo vprašanje, kje je denar zame? A je lahko to pravo vprašanje, kje je denar zame in bom to naredil? Ali je pravo vprašanje edino, kaj prižge ogenj v meni? A je lahko to kratek odgovor ali je to spet so odprte poti? Pač zanima me v času turbokapitalizma, ko svetu vlada denar in v času, ko se rojeva novi svet, kjer prihajajo naši talenti, kjer prihaja do izraza naša duša, zanima me, a je to vprašanje še aktualno. Kje je denar? Kaj lahko jaz naredim, da dobim denar? Za nekoga sigurno je lahko legitimno vprašanje in čisto okej s tem, če je pač v tej fazi. Če je to pač nekaj, kar ga bo pripeljalo na njegovo pot. Absolutno legitimno vprašanje. Ni dobrega in slabega, pač enostavno je. Kaj mi tretiramo kot dobro in slabo, je v bistvu stvar naših moralnih vrednot, za katere smo se mi kot družba dogovorili. Tako da v bistvu, katero vprašanje si postaviti, mislim, zame je vem, kaj je odgovor. Kaj prižge ogenj v meni, kaj me pelje, kaj mi daje strast, kaj mi daje moč, da to realiziram. In je denar posledica v bistvu potem. Absolutno. Po mojem prepričanju zame za koga drugega je lahko kakšna druga pot, ampak tudi to je za spoštovati. Ne moram reči, da je samo moja resnica edina tista, ki je pravilna. Ni nujno. Za nekoga drugega je tudi lahko pot, ki ga bo peljala v njegovo smer in tudi po smeri samorealizacije in da na koncu lahko tudi prižge ogenj v njemu ali pa v njej in se potem tega zaveda. Tudi to je možno.
Ja, Luka, odprl si, posod si odprl pot, ne, kjer sem jaz želela zapreti, si jo ti odprl, zelo zanimivo. Hvala ti za ta res zanimiv, navdihujoč pogovor. Hvala tudi tebi. To je bil moj gost, Luka Škarjanc.